tokratni oddaji bomo gostili nekdanjega slovenskega reprezentanta, zdaj pa gonilno silo ptujske Drave, Nastjo Čeha. Videli boste, kako deluje nogometni klub Dakinda Drava in kaj sodelavci menijo o Nastji Čehu. Pregledali pa bomo tudi vrhunce 5 odigranih tekem 18. kroga druge slovenske nogometne lige. Vaš gostitelj bo Srečko Ferleš. Spoštovano nogometno občinstvo, prisrčno pozdravljeni. Pred nami je nova oddaja Bravo nogomet, o kateri bomo v večini časa govorili o nogometnem dogajanju v najstarejšem slovenskem mestu. Z nami v studiu je alfa in omega ptujske Drave, Nastja Čeh. Nastja, pozdravljeni. Pozdravljeni. Najprej me za začetek zanima, kako se počutite, sedaj, ko ste pred kakšnim mesecem vstopili v novo desetletje življenja. Je kaj drugače? Mislim, da ni nič drugače. Leta ne štejejo, star si, koliko se počutiš. Jaz se počutim še zmeraj mladega, tako da s temi stvarmi nima problemov. Kot sem omenil, ste alfa in omega kluba Dakinda Drava. Imate funkcijo predsednika, športnega direktorja, tudi vodje nogometne šole in ne nazadnje igralca. V kateri vlogi se najbolje počutite? Te vse vloge so bile včasih, sedaj je že struktura narejena drugače. Po skupščini, ki smo imeli pred kratkim, nisem več predsednik nogometnega kluba, kar me nikoli niti ni veselilo. Bil sem primoran v te stvari, da smo poskušali urediti klub. Uspelo mi je. V enoletnem mandatu smo naredili ogromno. Poplačali tiste dolgove, kateri so bili za nazaj. Mene zanima športna plat in zato bom ostal v funkciji športnega direktorja in se posvetil tudi delu za mlajšimi. Od leta 2017, ko ste imeli vse te funkcije, je bilo verjetno naporno. Kako je sploh deloval oziroma kako je izgledal vaš delovnik? Najverjetneje zelo, zelo naporno. Če povem pošteno, mislim, da je škoda izgubljati besed. Ko pogledam nazaj, pomislim, kaj vse je bilo treba narediti, koliko ur, koliko časa sem potrošil na vseh teh stvareh. Lahko na koncu povem samo, da mi ni bilo težko, da ne obžalujem teh stvari in na koncu bi pa samo rekel lepo v enem stavku, da se lahko zahvalim samo moji družini, moji ženi, otrokom, da so trpeli vse te stvari. Še vedno ostajate igralec v članskem moštvu. Od kje črpate energijo? Kaj vas tisto najbolj vleče v nogometu, da ste še vedno na zelenici kljub zrelim nogometnim letom? To je moj del življenja. Jaz na igrišču sem čisto drugačna oseba kot v privat življenju. To me veseli, v tem uživam, pozabim na vse stvari, pozabim na dobro, slabo, kaj se dogaja okrog, ko pač vidim žogo pred sabo in bom še vztrajal, zato pa sem tudi, tako kot sem prej dejal, za mene je delo na igrišču z fanti, bom rekel, po športni plati in tu sem jaz doma in to jaz obvladam, poznam stvari in sem vesel, da bom zdaj dosti več časa lahko preživel tudi za člansko ekipo, da bom lahko dosti bolj pomagal tudi delu z mladimi in da še tu nadgradimo tiste pomembne stvari, ki jih pač otroci potrebujejo. Torej, v funkcionarski vlogi se več ne vidite, da bi imeli željo po predsednikovanju kluba? Nikoli več. To ni za mene in v tem svetu jaz nisem doma, ampak ko si primoran, sprejmeš, klub je moj klub, z srcem, z mojega mesta, zato sem tudi to sprejel, veliko odgovornost, ampak nikoli več. Te stvari so za mano, dosegel sem, dokazal sem ne drugim, ampak dokazal sem sam sebi, da se da nikoli ne vrži puške v koruzo, da zmeraj se najdejo rešitve. Jaz sem to vztrajal, v enem letu dosegel in tako da mogoče lahko nek motiv za kakšnega drugega predsednika, da ne obupaj nikoli. No, sedaj pa si poglejmo prispevek o Dravi oziroma o nogometnem klubu Drava, kako bivšega predsednika, športnega direktorja in pa sedaj igralca Nastjo Čeha vidijo v klubu in kako klub deluje sedaj v nadaljevanju, odkar je Nastja Čeh prevzel te vse funkcije.
Nogometni klub Drava je bil ustanovljen leta 1933. Bogato zgodovino so zaznamovali vzponi in padci. Rezultatski vrhunec so Ptujčani doživeli med leti 2003 in 2011, ko so 7 sezon igrali med slovensko nogometno elito. Nato je sledil finančni zlom in nekajletno okrevanje. Danes na Ptuju ponovno diši po prvi ligi. Drava ima predvsem eno zelo ambiciozno, perspektivno ekipo, ki si želi več od tega in to je zelo pomembno. Fantje si na vsakem treningu, vsako tekmo prizadevajo biti boljši, iti više in to je zelo pomembna zadeva. Kaj bo to prineslo, bomo videli. Mi gremo vsako tekmo maksimalno poskušati zmagati vsako tekmo. Po zimi jih je okrepil izkušeni 38-letni vratar Aleksander Šeliga. Jaz mislim, da moramo mi gledati predvsem sebe, iti iz tekme v tekmo, ne prehitevati dogodkov, zbirati točke, zbirati tudi točke na teh medsebojnih tekmah, zatem, bom rekel, pod narekovaj, višje uvrščenimi ekipami na derbijih in potem bomo pa videli. Na drugi strani se na Ptuju zavedajo pomena vzgoje mladih nogometašev. Cilji so prav tako visoki. Do U15 tekmujemo v MNZ ligah, U17 in U19 tekmujeta v drugi slovenski ligi, U15 pa v prvi, kjer seveda je kratkoročni cilj, da se U17 in U19 ekipi prebijeta v prvo nogometno ligo in tako lahko mogoče podkrepimo člansko moštvo s temi otroci, ki so vzgojeni pri nas. Sicer pa niti že nekaj časa vleče nekdanji državni reprezentant Nastja Čeh. Jaz seveda se persona kot Nastja Čeh pozna tudi pri našem delu, prinese veliko izkušenj in veliko vez, kjer nam nekako izboljša delo in pa olajša neke določene situacije, ki bi drugače verjetno brez njega bile dosti težje. Kar je naredil do sedaj je sigurno ogromnega pomena za klub. Še enkrat pa poudarjam, verjamem, da bodo to prepoznali tudi okolje in se skupaj mu prišli na pomoč, ker skupaj lahko sigurno naredijo lepo zgodbo. Koliko so zares trdni temelji današnje Drave Dakinde, pa bo seveda pokazal čas. Nastja, v sezoni 2017-2018 se je druga slovenska nogometna liga, kjer sodeluje tudi Drava, razširila iz 10 na 16 klubov. Kako gledate na to razširitev, potem ko je za nami polovica sezone? To je bila najboljša, najpozitivna stvar, ki se je lahko zgodila v tem tekmovanju. Po vseh, bom rekel, po pogovorih z ljudmi, po pogovorih z športnimi sodelavci, po nekaterih anketah je vidno, da je druga liga postala zelo zanimiva, zelo interesantna, da tudi spremljajo televizijske prenose, da se tudi ljudje vračajo na nogometna igrišča. In mislim, da je to največja napaka, da ne spremljajo, da se tudi prva liga mora razširiti, da postane bolj zanimiva, ker je preveč monotona, ker ljudje so že naveličeni te lige 10 in vse pravim, vesel sem, da nastopamo v tej zelo zanimivi ligi 16 klubov. Po prvi polovici sezone se je izkazalo, da ima kar nekaj drugoligaških klubov višje ambicije. Je verjetno NK Drava tudi med njimi? Malo prej sem glih dejal te stvari, da se ljudje morajo vprašati oziroma začeti razmišljati že danes je prepozno o razširitvi prve lige. Zakaj? Zato, ker v drugi ligi sedaj imaš sigurno 4 ali pa 5 ekip, ki sigurno lahko tekmujejo v prvoligaškem tekmovanju. In škoda bi bilo to zavreči, pa pustiti te ekipe igrati v drugi ligi, saj potem na koncu koncev interes je, da prva liga postane tudi zanimiva. Glede našega kluba, v začetku nismo točno vedeli, kaj se bo dogajalo, kje smo, do kam sežemo. Dobili smo nove ljudi, nove investitorje, pomeni Dakindo, s katerimi zelo dobro sodelujemo, zelo odprti, zelo pošteni, zelo super ljudje in imamo svoje plane. V letošnjem letu nam prioriteta ni bila prva liga. Bil je pač cilj, da da smo primorani narediti, da pridejo naše selekcije U17 in 19 nižje selekcije v prvo ligo,
tukaj smo zelo blizu. Glede članske ekipe pa je bil cilj, da pač poskušamo biti med prvimi 5. Da je vseeno še interes na Ptujskem oziroma v mestu Ptuju, da se ljudje vračajo, da smo nekje, da se borimo za nekaj. To smo dosegli, zdaj pa smo, mislim, da tudi mi presegli svoje pričakovanja. In zdaj v tem delu, v drugem delu sezone smo pa bomo štartali oziroma smo štartali z ciljem, da probamo loviti prvo mesto. Kot je dejal naš sogovornik, se druga liga razvija, je vedno bolj zanimiva in zato si bomo sedaj pogledali najboljše trenutke in vrhunce 18. kroga druge slovenske nogometne lige. V 18. krogu druge slovenske nogometne lige smo videli samo 5 srečanj zaradi vremenskih nevšečnosti, 3 tekme niso bile odigrane oziroma so bile preložene. Poglejmo kar na prvo tekmo med ekipo AŠK Bravo in Veržej. Prvo medsebojno srečanje se je v Veržeju končalo z 2-1 za Ljubljančane, tokrat pa so odlično začeli srečanje varovanci trenerja Dejana Grabiča, kajti že v 4. minuti so izvedli lepo akcijo, poizkušal je Haris Kadrič, najprej je Nino Irgolič strel v branju, nato pa je do odbitka prišel Marcel Kene in tako so že na začetku srečanja domačini, ki so igrali dvoboj na umetni travi na Športnem parku Ljubljana, povedli z 1-0. Podobno se je nadaljevalo tudi v nadaljevanju prvega polčasa, boljši so bili nogometaši AŠK Bravo, prosti strel so izvajali v 27. minuti in sicer Anže Zorc je podal v kazenski prostor, osrednji branilec Žan Zaletel pa se je dobro postavil in z glavo meril v daljši vratarjev kot ter tako popeljal ekipo AŠK Bravo v vodstvo z 2-0. V drugem polčasu podobna zgodba in sicer nekaj zamenjav so naredili pri domači ekipi. Matic Marcius je vstopil v igro in že v 66. minuti prišel do zelo lepe priložnosti. Globinska žoga strani Harisa Kadriča in nato se je Matic Marcius sam znašel pred vratarjem Ninom Irgoličem in tako povišal vodstvo ekipe iz Ljubljane na 3-0. Gostje iz Veržeja niso imeli veliko priložnosti, na drugi strani pa so blesteli nogometaši Brava, ki so izkoristili še eno lepo priložnost in tako je Matic Marcius v 72. minuti popeljal svojo ekipo še do izdatnejšega vodstva 4-0. Dobro mu je podal Marcel Kene, Matic Marcius pa je dosegel že drugi gol. Še ena hitro izvedena akcija strani domače ekipe, znova je obrambi Veržeja pobegnil Milan Džajić, ki je v igro vstopil v drugem polčasu in tako je najboljši strelec Brava dosegel že 5. gol za AŠK Bravo na srečanju proti Veržeju. V 91. minuti, tik pred zadnjim sodnikovim žvižgom, pa še ena zanimiva akcija ekipe AŠK Bravo in sicer so izigrali celotno obrambo Veržeja, odlična podaja Milana Džajića, ki je prepustil žogo Marcelu Kenetu, ta pa je podaljšal do Matica Marciusa, ki je na prvi prvenstveni tekmi v dresu AŠK Bravo dosegel hat-trick, dodal še podajo in tako je AŠK Bravo dosegel najvišjo zmago v drugi slovenski nogometni ligi. Veržej so premagali s 6-0. Tudi nogometaši Krke in Nafte so se na igrišču z umetno travo pomerili v Novem mestu na stadionu Portoval in gostujoči nogometaši v belih dresih so imeli v 25. minuti prvega polčasa izjemno priložnost, kar 3 so streljali, najprej Leon Šeruga, nato Mitja Novinič in Liridoj Osmani, vendar ostalo je pri izidu 0-0. Izkazal se je domači vratar in tako niso izkoristili gostje iz Lendave priložnosti. Tudi domači v zelenih dresih so imeli nekaj priložnosti, v 36. minuti je s podajo poizkušal Daniel Vujčič, Raduha pa ni zadev oziroma je žogo zgrešil Žiga Kastrevec. V drugem polčasu prav tako precej napadov gostujoče ekipe in sicer je takole v 50. minuti streljal Liridoj Osmanaj, vendar je bila obramba Krke na pravem mestu. Nato pa v 61. minuti hiter protinapad domače ekipe in sicer Maroti je podal z desne strani, žoga je prišla v kazenski prostor, kjer je poizkušal Theodor Wilson, vendar je zgrešil vrata Nafte in tudi po polovici drugega polčasa je bilo 0-0.
Še eno lepo priložnost beležimo v 76 minuti, ko sta hitro akcijo izvedla Levštka in pa Denis Čekovski. Slednji je ustrelil, vendar tudi takrat je bila obramba Krke na mestu. Krka je izgubila mesto in je sedaj na 8. mestu, medtem ko Nafta ostaja na 3. mestu prvenstvene lestvice. Sedaj pa smo se že preselili v Sežano na stadion Rajka Štolfe, kjer je ekipa Cherry Box 24 Tabor Sežana gostila NK Rogaško. Tabor Sežana je jesenski del prvenstva končala na 6. mestu, Rogaška Slatina pa je bila na 12. mestu, no sicer pa so veliko bolje začeli domači nogometaši. V 5. minuti so imeli takole domači v rdečih dresih prosti strel, izvedel ga je Leon Sever. Žoga je bila sicer izbita iz kazenskega prostora Rogaške Slatine, vendar na to znova prišla v kazenski prostor, na to pa velika napaka obrambe Rogaške, to pa je znal izkoristiti mladi 19-letni Srb Marko Bačanin, nova ukrepitev ekipe Tabor Sežana in tako so že v začetku tega obračuna nogometaši Sežane vodili z 1-0. V nadaljevanju prvega polčasa so imeli nekaj več od igre tudi gostujoči nogometaši in sicer so takole prišli do lepega protinapada. Na sredini igrišča so prišli do žoge gostujoči nogometaši, nato pa je Ale Neskić najprej poizkušal zadev obrambo Sežane, nato pa je z drugega poizkusa matiral domačega vratarja in tako je bilo sredi prvega polčasa 1-1, Arjan Renner pa je moral žogo pobrati iz svoje mreže. V nadaljevanju srečanja v drugem polčasu je Sežana še naprej pritiskala, imela pobudo v igri, v 75 minuti pa so izvajali kot in sicer ga je izvedel Leon Sever. Dobro pa so se v kazenskem prostoru nasprotnikov znašli domači nogometaši, Nace Kosmač pa je bil z glavo uspešen in tako je sredi drugega polčasa povedel ekipo Tabor Sežana v vodstvo z 2-1. Za potrditev 8. zmage v letošnji drugi slovenski nogometni ligi pa smo čakali do 85 minute, ko so gostje storili napako na sredini igrišča, medtem ko je ekipa Taborja iz Sežane prišla do lepega polproti napada po desni strani, podaja v kazenski prostor, znova pa se je tam odlično znašel mladi Srb Marko Bačanin in tako na svoji prvi drugoligaški tekmi dosegel 2 zadetka. Tabor Sežana z 29 točkami ostaja na 6. mestu prvenstvene lestvice, medtem ko Rogaška na 12. mestu še vedno imajo 17 točk. Sedaj pa smo že sliko v športnem parku Dekani, kjer sta se na primorskem obračunu merila Dekani in pa Brda. Na prvi medsebojni tekmi so bili Dekančani boljši z 2-0, tokrat pa so si prvo pravo priložnost priigrali v 28 minuti in sicer je poizkušal Aleks Petrovčič s prodorom po levi strani podal v kazenski prostor proti Janu Palčiču, ta pa je prišel do lepega strela, premagal vratarja gostujoče ekipe. Žoga se je nato odbila od vratnice, vendar glavni sodnik Asmir Sagrković pa je gol priznal kljub temu, da so se gostujoči nogometači iz Brd pritoževali. Nato pa zanimiv trenutek v 36 minuti in sicer splet nenavadnih okoliščin, ko je iz več kot 50 metrov sredine močno žogo brstil Matjaž Babič, gostujoča obramba, še bolj pa gostujoči vratar Matija Radikon pa na to ni bil pripravljen in tako so nogometaši Jadran Dekani vodili z 2-0 po 2/3 prvega polčasa. Nato pa v drugem polčasu, kjer so imeli prav tako pobudo domači nogometaši Dekanov, pa so iz praktično nenevarne akcije do strela prišli gostujoči nogometaši. Stefan Grbović, novinec pri Brdih, je sprožil izven kazenskega prostora in tako znižal rezultat na 2-1. Tekla je 77. minuta srečanja. S tem so nogometaši Dekanov še drugič v sezoni premagali Brda in s tekmo več prehiteli Kalcer Radomlje. Na 4. mestu prvenstvene lestvice sedaj imajo Dekani 33 točk, medtem ko Brda ostajajo pri 3 zmagah 14 točkami na 14. mestu. V Murski Soboti na Fazanariji sta se srečala Mura in Ilirija. Na prvi medsebojni tekmi je bil rezultat 1-0 za ekipo iz Murske Sobote. Že na začetku tega srečanja pa so pokazali
trenutno vodilni nogometaši druge slovenske nogometne lige, da tudi na tej tekmi želijo priti do zadetka zelo zgodaj in to jim je tudi uspelo v 12. minuti, je po podaji Nika Lorbka gol dosegel Amadej Maroša. Slednji je zadel tudi edini zadetek na prvi medsebojni tekmi v tej sezoni, vajo pa je ponovil, kot rečeno, na začetku drugega medsebojnega obračuna. Še ena lepa priložnost za Muro, podaja iz kota, nato pa so poizkušali domači. Zvonimir Žigar je bil najbližje zadetku, a je žoga zletela mimo vrat. V 37. minuti nato prosti strel za Muro. Luka Bobičanec, najboljši strelec druge slovenske nogometne lige, je poizkušal, vendar žoga je zletela tik mimo vrat vratarja Ilirije Tonija Šuškoviča. V drugem polčasu prav tako prevlada Mure in sicer v 76. minuti napaka obrambe oziroma dober prodor Klemna Pucka po levi strani. Podal je 5-metrski prostor, tam pa so nogometaši Ilirije žogo prestregli oziroma ji preusmerili smer in tako je Mura vodila z 2-0. To je bil tudi končni rezultat tega srečanja, kar pomeni, da je Mura sedaj še povečala prednost na prvenstveni lestvici, imajo že 10 točk prednosti pred Dravo, ki ima tekmo manj. Na 3. mestu je Nafta, 4. so Jadran Dekani, na zadnjih mestih pa še naprej Brda, 15. Fužinar in 16. Vržej. Nastja, prej sva govorila tudi o vaših investitorjih, o Dakindi, ampak v Sloveniji se je velikokrat zgodilo, da so prišli tuji vlagatelji, tuji investitorji, ampak se na to zgodba ni razpletla po željah slovenskih klubov. Vi ste dejali, da pozitivno sodelujete z vašim investitorjem. Kako in na kakšen način se skupaj poteka pri NK Drava? Ja, marsikaj je bilo rečenega na to temo v štartu. Ljudje so pač imajo različne stvari se zgodijo v življenju. Jaz osebno sem pripeljal v klub ljudi, ki so, kot sem dejal, že pošteni. Glede na vse, kar se dogovorimo, to drži. In kaj se pa je drugim dogajalo glede investitorov, pa na koncu kot ni moja stvar. Kako se zmeniš, tako bo, ne? Na kakšen način pa ste jih vi privabili, da so videli zgodbo Drave kot tisto, v katero se splača vlagati? To pa je dolgotrajni proces, kateri je trajal skoraj da leto dni. Imeli smo fanta, kateri je včasih nastopal je branil barve našega kluba v prvi ligi, to je Jonathan Odiri, kateri je sedaj bil v Nigeriji, z njim smo bila na liniji skoraj da leto dni, poskušala urediti to, kar smo uredila, pripeljala te ljudi. Seveda vmes med vsem tem je, da njihov cilj je, da bi se nogomet na Ptuju vrnil v prvoligaško čim prej. In potem korak za korakom, vsaj nikoli ne veš. Zdaj noro je reči, da imajo cilj, da se igra v roku 5, 6, 7 let tudi kakšna evropska tekma, ne. Jaz mislim, da to je realna stvar. Če prav organiziraš klub, če z malo sreče, je tudi to možno. Tako da kaj večjih ciljev pa mislim, da nimajo. So poslovneži, tako da verjetno bo tudi kakšne povezave naredili med Slovenijo in Nigerijo glede teh biznisov, in kar je normalna stvar, kar ni nič prepovedanega, kar je več biznisov, ko je, boljše bo našemu klubu tudi verjetno, ne? Pa so potrpežljivi, ponovadi je tisti segment potrpežljivosti težava, ko investitor ni zadovoljen z rezultatom oziroma z napredkom, pa potem vrže puško v koruzo. Je pri vas drugače? Pri nas je drugače. Oni so zelo potrpežljivi, spoštujejo vse, kar mi delamo tukaj. Tako da jaz mislim, da glede teh tukaj ne bomo imeli problemov. Pa se ta vaš investitor se osredotoča predvsem na člansko ekipo ali na celoten klub, tudi na mladinski program oziroma celotno piramido? Mi smo NK Drava Dakinda, to pomeni od najmlajših do najstarejših. In skupaj bomo dvignili klub, ne samo člansko ekipo. Klub je sestavljen iz selekcije U7 do članske. Res pa je, da je motor vsega članska ekipa. Omenili ste člansko ekipo, kjer ste še vedno aktivni kot nogometaš, kot kapetan. Pa me zanima zanimivo
primerjavo, kako vi komunicirate oziroma delujete z glavnim trenerjem Simonom Sešlerjem, predvsem v tistem obdobju, ko ste bili predsednik. Po športni plati je bil on vaš nadrejeni kot trener igralec, a kot funkcija predsednika pa ste bili vi nekako njegov nadrejeni. Kako sta vse skupaj razvijala oziroma kakšna je bila ta komunikacija? Če želiš narediti, vedeli smo, kaj so naši cilji, kaj želimo. In v tem primeru mislim, da moramo vsi samo se zavedali tega, da funkcije niso pomembne. Pomemben je odnos, pomembno je sodelovanje, pomembno je tisto, kar želimo narediti, pomembno je, kar bomo naredili. In Simon je en zelo preprost človek in z njim sodelovati je res veliko veselje. Kot nekdani nogometaš, ki je zagotovo potreboval precej odrekanj, da je prišel na nivo, ki ste ga dosegli v svoji karieri, kako gledate na mlade nogometaše, ki se prebijajo v članski nogomet? Ste se morali vi v vaši generaciji, v vašem obdobju drugače prilagajati oziroma več odrekati, kot sedaj na nogomet oziroma na to odrekanje gledajo sedanje generacije, torej recimo sedanji kadeti, mladinci, ki počasi prihajajo v članski nogomet? Jaz mislim, da takrat je bil nogomet v naših časih. Nogomet in ni bilo teh vseh elektronskih naprav, ki jih imajo otroci danes. Ni bilo Facebookov, ni bilo tega, ko se dogovoriš za druženje, se dogovoriš na igrišču, ne moreš več odpovedati teh stvari. Moraš iti pač tja in tam povedati, danes pa jaz ne morem. Zdaj pa so to že SMS-i. Preveč je vsega tega okrog. In vse ne, to niso zdaj, da jaz pametujem. To govorimo vsi o tem. Premalo se odrekajo. Vsaka stvar jim je mogoče preveč za to, da bi nekaj naredili. In zmeraj, to so moji občutki, oziroma, ker se srečujem s tem, zmeraj je nekaj drugo krivo. Zato, da njim ni uspel. Premalo se tudi vlaga v to, premalo trenirajo, sami dodatno. Če želiš postati nekaj, potem, jaz se spomnim, jaz sem pri gospodu Prašnikaru treniral z 18 leti po 3-krat na dan. Tako da ti zdaj isti fantje trenirajo 4-krat na teden, pa mislijo, da bojo sanjajo, gledajo Premier ligo, gledajo, to so samo sanje. So morda ambicije teh mladih fantov previsoke? Jaz mislim, da v veliki večini ja. Vi imate tudi 2 sinova, ki prav tako trenirata v vašem klubu. Kako pa na tej osebni ravni dajete nasvete sinovom, oziroma kako i ona dva sprejemata, glede na to, da sta spremljala očetov razvoj v nogometu? Pošteno, jaz osebno nisem bil tisti, ki je otroke peljal na nogomet, to je bila žena. Jaz z njima o nogometnih stvareh ne komuniciram. Vprašanje po treningu je bilo v redu, nikoli do zdaj nisem, stara sta 10, 11 let, 12 let, da bi jaz razlagal, kaj, kje, moraš, ne. Mali ima edino nesrečo, ali pa srečo, da sem tudi del trenerskega štaba, oziroma sem trener v tej selekciji, tam moraš, ampak je eden izmed tistih, a ne glede, če je moj sin, eden izmed tistih, ki morajo poslušati in delati te stvari doma. Nogomet na stran ni, jaz ne vem, jaz sem mogoče malo drugačen, jaz želim, da bi bila dobra nogometaša, ne želim pa, da bi bila kaj več. Če se samo še osredotočimo na vas in na vašo kariero, ste sedaj po prehojeni poti, ki še ni končana, zadovoljni s tem, kar ste dosegli oziroma kaj ste naredili v nogometnem svetu? Mislim, da zmeraj je stvar takšna, ne. Jaz sem naredil ogromno. Bili so vzponi, bili so padci, vzponi. Pošteno, ker vem, da sem imel kvaliteto, da v nekaterih določenih trenutkih sem se odločil napačno. Ali je bilo tu, recimo, v tam tistem prvi otrok na svet, pa so bile tudi drugačne ponudbe, kjer bi lahko igral v
ampak je bila odločitev takšna, da sem potem se odločil takrat za Avstrijo in mislim, da je tu bilo tisto, kjer sem odtehtal narobe. Vračali se ne bomo, jaz sem vesel, kaj sem naredil, jaz sem lahko ponosen, da sem igral na koncu koncev za klube, kjer nekaj pomenijo. Maribor, institucija slovenskega nogometa, Briš, še kakšen drug klub. In jaz sem ponosen na te stvari. Na koncu sem lahko ponosen, da sem bil sestavni oziroma da sem bil del te zgodbe reprezentance takrat. 46 tekem igra za reprezentanco, to ni kar, malo bi, malo ne bi. Tako da jaz sem ponosen, jaz sem vesel, zmeraj pa, tako kot sem na začetku povedal, zmeraj bi lahko bilo boljše, zmeraj bi lahko bilo več, ampak tega spremeniti ne moremo. Moramo gledati, kaj bo jutri, kar je bilo včeraj, oziroma tudi ta pogovor, ko bomo midva zaključila, bo za nama in ga več vrniti ne bomo mogla, ne? Tako da, to je moto. Super. Gospod Nastja Čeh, najlepša hvala za vaš čas, ki ste si ga vzeli za našo oddajo in želim vam tako na nogometnih zelenicah, kot tudi izven njih veliko uspehov še naprej. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Vreme je v zadnjih dneh močno pomagalo nogometnemu klubu Drava, da so lahko izpeljali prestavljeno tekmo 18. kroga druge slovenske nogometne lige. Ašk Bravo je zmago proti nogometnemu klubu Veržej s 6-0 dosegel najvišjo zmago v drugi slovenski nogometni ligi v tej sezoni. Na prvi prvenstveni tekmi druge slovenske nogometne lige je 19-letni srbski napadalec Marko Bačanin dosegel 2 gola za Tabor Sežano. Takole pa so navijači Dekanov Bulldogs pozdravili svoje ljubljence ob zmagi na primorskem derbiju proti nogometnemu klubu Brda.